Kronična ledvična bolezen poteka mesece in leta ter pomeni, da ledvica ne delujejo več tako dobro, kot bi morale. Možnost za nastanek kronične ledvične bolezni poveča več dejavnikov. Najpogostejša sta dolgoletna sladkorna bolezen, saj se pri skoraj polovici bolnikov razvije diabetična kronična ledvična okvara, in arterijska hipertenzija, še zlasti, če so pridruženi višja starost, prekomerna telesna masa in kajenje. Do kronične ledvične bolezni lahko pride zaradi glomerulonefritisa, genetske ledvične bolezni ter drugih ledvičnih in sistemskih obolenj. Kronično ledvično bolezen razdelimo v 5 bolezenskih stopenj. Na zgodnji stopnji, to so stopnje od 1 do 3, večina bolnikov skoraj nima simptomov, zato jo je težko odkriti. Na pozni stopnji 4 in 5 ledvica izgubijo sposobnost opravljanja vseh pomembnih nalog, zato se v telesu kopičijo odvečna voda, sol in druge odpadne snovi, pojavijo se otekline, težko dihanje, visok krvni tlak, slabokrvnost, bolečine v kosteh, nemirne noge, izguba teka, slabost, bruhanje in slabo počutje. Ko pride do končne ledvične odpovedi, je potrebno nadomestno zdravljenje z dializo ali presaditev tuje ledvice. Ledvične bolnike zelo ogrožajo žilne in srčne bolezni. S pravilnim, pravočasnim in sodobnim zdravljenjem kronične ledvične bolezni lahko preprečimo napredovanje ledvične okvare in njene zaplete. Zato je potrebno pri osebah s sladkorno boleznijo, visokim krvnim tlakom, srčno-žilnimi obolenji in drugimi dejavniki tveganja opraviti vsakoletno presejanje z laboratorijskimi preiskavami seča in krvi za odkrivanje kronične ledvične bolezni. Kronično ledvično bolezen poskušamo zaustaviti ali vsaj upočasniti njeno napredovanje tako, da zdravimo in skrbno nadzorujemo vzroke za nastanek bolezni in dejavnike tveganja za slabšanje ledvičnega delovanja in srčno-žilne zaplete.